Lep pozdrav ponovno v oddaji z učiteljem Cerkve, poučevanje vere, spoštovane gledalke in gledalci. Lep pozdrav pa tudi našemu sedaj že stalnemu gostu, da tako rečem, gospodu ljubljanskemu nekdanjemu nadškofu, metropolitu, profesorju dr. Antonu Stresu. Dober dan. Lep pozdrav vsem, ki naj poslušajo, in vam seveda. Gospod nadškof, kdaj z Bogom govorimo, je najno današnje vprašanje, na katerega želimo slišati vaš odgovor. Vemo, da govorimo z njim takrat, ko molimo. Kaj pomeni z nekom govoriti? Kdaj osebe med seboj govorimo? To je zelo pomembno vprašanje, zato ker je molitev pojav, ki ga srečujemo v vseh religijah, in je seveda tudi razumljivo, da je za religiozno, za versko življenje molitev osrednjega pomena. Ljudje ne moremo biti ljudje med seboj, so ljudje, če se ne pogovarjamo. Pogovor je najbolj osnovna oblika človeške komunikacije. Tako osnovna, da lahko rečemo, da se vse začne z pogovorom, in če se neki odnos konča, se tudi konča takrat, ko se več med seboj ne pogovarjata. Ko se skregata, si več ne govorita. Se pravi, pogovor je najbolj osnovna oblika komunikacije. Govorimo, tudi v filozofiji jezika, govorimo ne samo zato, da nekaj sporočamo, da nekomu nekaj povemo, da mu neko informacijo damo. To je samo ena izmed funkcij jezika. Najbolj osnovna oblika, pa najbolj osnovna funkcija jezika ali pa pogovora je v tem, da sploh vzdržujemo odnos. In ga recimo vzdržujemo takrat, ko med seboj klepetamo. Kaj je klepet, ko tako radi klepetamo, ne? Pa se nič posebno novega ne povemo. Vse, ali pa pripovedujemo stare vice, pa stare štose, stare stvari, ki smo se že stokrat povedali, zato, ker na ta način ohranjamo stik z drugim. Se pravi, preko pogovora postajamo občestvo. In če smo rekli, da smo ravno po zaslugi dejstva, da smo ustvarjeni po Božji podobi, zato in smo torej občestvena bitja, zato smo tudi bitje jezika in pogovora med seboj. Kot sem rekel, jezik ima veliko funkcij, jezik je tudi recimo funkcija izražanja. Ko sem vesel, zavriskam, ko sem žalosten, imam drugačen glas, a pa jokam in tako naprej. Skratka, glasovno, torej izražanje z glasovi je izražanje moje notranjosti in s tem tudi sporočanje drugemu, povezovanje z njim, in to je temeljna funkcija jezika. Zato je vse se začne in konča z pogovorom, z govorom, z dialogom. Nobenega spora, nobenega konflikta ne morete rešiti drugače, kako s pogovorom. Skratka, pogovor je nekaj absolutno središčnega in nenadomestljivega. In tudi naše prijateljstvo in tudi naš odnos do drugih se začne in neha s pogovorom. Velikokrat pripovedujem eno tako izkušnjo, katero imam z časom, ko sem bil pri vojakih. Saj veste, pri vojakih, še stari jugoslovanski armadi, smo bili navadno zbrani ljudje, mladi fantje iz vseh delov takratne Jugoslavije. Ampak tisto skupno prenašanje vseh mogočih zafrkanci in veselih, pa tudi napornih trenutkov, nas je močno povezalo. In če 2 leta tako skupaj živiš, pa se 2 leti, recimo, da smo se dobro razumeli, v glavnem smo postali prijatelji. In ko smo odhajali, smo si zaklinjali, da bomo ostali prijatelji vse življenje, ne? In smo si izmenjali naslove in vse to, kako si bomo to dopisovali in kako bomo to prijateljstvo gojili. Ampak vse veste, ne? Prideš domov, pa počasi pozabiš, pa moče si še enkrat pišeš, ali pa ne več, in skratka. In kaj se zgodi? Ker se nismo več pisali,
ker se nismo več srečevali. Danes se marsikoga niti več ne spomnim njegovega imena in priimka. Mogoče imam eno bledo podobo še, pa še to ne več. Skratka, ker ni bilo komunikacije, je njegova podoba v mojem odnosu počasi bledela in v nekem trenutku je ni bilo več zginila. In zato je to, zdaj pa preneseva to na naš odnos do Boga. Če hočemo ohraniti svojo vero, če hočem biti res vernik in ohraniti stik z Bogom, ni drugega sredstva kot molitev. Še nekaj drugega je. Človek ima pravzaprav več odnosov do svojega okolja. Jaz se drugače obnašam do tega ta pisona tule, ali pa recimo do neke knjige, ki jo berem, drugače se obnašam do vas. Z vami govorim, z vami imam dialog, vi ste za mene en ti in jaz sem za vas tudi en ti. Medtem ko tata pison ni en ti, razen tako v prispodobi, to je za mene predmet. In zdaj se postavi vprašanje, kaj je za mene Bog? A je za mene Bog en ti ali je za mene Bog en predmet? Če na Boga samo mislim, če o njem mislim, ne na njega mislim, če na njega mislim je že, kadar mislim na nekoga, mislim z nekim čustvom, ga imam že za enega tija, ki je sicer odsoten, ampak imam za njega ti. Če pa na njega samo razmišljam kot o nekem problemu, nekem vzroku, nekem počelu, nimam do njega nobenega osebnega odnosa, kot rečem, ni za mene en ti, ki bi mu rekel lahko ti, potem za mene sploh ni Bog. Bog je za mene Bog takrat, kadar je za mene ti. In ti je takrat, kadar se z njim pogovarjam. S tem tapisonom se ne pogovarjam, z nekim strojem, svojim avtom se ne pogovarjam. To je za mene sredstvo, ki ga uporabljam, je neka stvar, ki jo poznam, v kateri mogoče celo lahko knjigo preberem, da ga znam razstaviti, znova sestaviti, vse, ampak to je za mene predmet. Recimo, za zdravnika je na operacijski mizi, za kirurga, tisti človek tam predmet. In mora biti predmet. Kajti, če bi bil en ti, bi se mu roka tresla, ko bi ga operiral. In bi ga slabo operiral. Zato navadno kirurg ne gre operirati svoje mame, pa svoje žene, pa svojega sorodnika. Mora biti čim bolj brezoseben, mora biti čim bolj objektiven, čim bolj hladen, da bo lahko stvar strokovno izpeljal. Ne pa čustveno, ne pa angažirano, ne pa prizadeto. Odnos je pa seveda prizadet. Odnos, v pozitivnem smislu. Meni vseeno, kdo je to in kako. No in vse to dejansko združimo v tem pojmu molitve. Molitev je en specifičen odnos, ki ga seveda nimam do drugih oseb, imam samo do Boga, je odnos češčenja, spoštovanja in tako naprej, posebnega češčenja, ampak je pa odnos v redu jaz, ti, se pravi medosebni odnos. In zdaj, če jaz tega medosebnega odnosa več ne gojim, če za mene to neha biti en prijatelj, na katerega s srcem pomislim in mi ni vseeno, kaj si on misli o meni, in tako naprej, skratka, če nimam do njega osebnega odnosa, potem mogoče še nekaj časa ostane en pojav ali pa ena stvar, na katero se včasih spomnim, ampak čisto s hladnim srcem, brez da bi me kaj to ganilo in se me kaj dotaknilo, in počasi tone tudi on v pozabo in se na njega ne spomni več in tako usahne moja vera. Zato, če hočemo gojiti vero, brez molitve je ni mogoče gojiti. Torej je razlika, če govorimo z Bogom ali govorimo s človekom, ne? Je razlika, seveda je razlika, ker pač človeka ne častimo tako, ne moramo imeti enakega odnosa. Ampak po drugi strani pa zopet je pa stična točka v tem, da v obeh primerih je to ti. Se pravi, ko se na njega obračam kot na neko osebo, za katero vem, da mu ni vseeno, kako je z menoj, za katero vem, da me sliši, za katero vem, da mu nekaj pomenim, za katero vem, da me ima rad. Če malce analizirava ta stik z Bogom, se pravi, najprej mu recimo govorimo, govorjenje Bogu, potem ga poslušamo,
in moramo ga tudi razumeti, kar nam govori, ne? Ali kako? To se pravi, ko gre za molitve, navadno smo se včasih učili pri duhovni teologiji, da so 4 vrste molitve. Častilna molitev, častimo, slavilna molitev, ne slavimo, to je ena, to je gotovo samo za Boga. Potem, da se mu zahvaljujemo, to je zahvaljevanje. Potem, da ga prosimo za odpuščanje in pa, da ga prosimo, da ga žicamo, ne? Da ga prosimo za to in ono in tretje, da so to prošnja molitev, kot rečemo. To so nas včasih učili, da so to 4 vrste molitve, ampak dejansko to ne izčrpa vsega. Je tukaj še meditacija. Je tukaj, ko pravi Jezus, da je treba moliti in da je treba vedno moliti in se ne naveličati, kaj to pomeni? Se ne moreš skozi z njim se pogovarjati, ne? Ampak se da, to se tudi iz našega človeškega izkustva se to da lepo razumeti. Če imate vi nekoga zelo radi, če nekdo je en vaš velik prijatelj, se kar naprej z njim pogovarjate, kar naprej mislite, Bog, kaj bi pa on zdaj rekel na tole, ti to bi mu pa zdaj jaz rad povedal, kaj se to mu pa moram povedati, ker sem to in to doživel. Skratka, skozi vas v vaši zavesti vas spremlja misel najn, z njim ne govorite, ampak je vedno z vami, vedno z njim komunicirate, tudi takrat, ko delate druge stvari. In nekaj podobnega tudi z Bogom. Se pravi, to, kar pravimo navadno v duhovni teologiji, živeti v Božji navzočnosti. To se pravi, da vedno, pa ne v smislu, da me opazuje tako kot en policaj, ampak nekdo, ki me spremlja gotovo z ljubečim pogledom in kot sem že prej omenil, ni mi vseeno, kaj si misli o meni in zelo bi bil vesel, če bi bil vesel nad menoj. Ne? Se pravi, da mi pomeni veliko to, kako sem jaz v njegovih očeh, ali sem res takšen, da se mu veselje, ali pa se mu v žalost. In to so recimo naši odnosi med ljudmi tako in tako je tudi z Bogom in to je tisto stalno življenje v Božji navzočnosti. In je to najbolj osnovna oblika molitve. Torej bi lahko rekla, da je nenehna molitev, nenehno misliti na Boga, nenehno hrepeneti po Bogu. Ja, pač, da te spremlja, da ni nekdo, na katerega se spomniš enkrat na kvatre. Ali je razlika med temi molitvami, ali je katera pomembnejša, da človeka bolj približa Bogu? Navadno so rekli pač, da je slavilna molitev tista, ki je nekako najmanj zainteresirana, ampak je to težko reči, ne? Ker to so take klasifikacije, razporeditev, ki je dejansko v praksi se to se prepleta, ne? Tudi takrat, kadar slavim Boga, tudi hkrati mi je žal, če sem ga užalil, če sem bil do njega nefer, da nisem bil dosti spoštljiv in ga nisem dosti upošteval, ga tudi prosim. Skratka, vse te stvari se prepletajo tako, da v praksi je po mojem najbolj osnovno to, da je Bog moj prijatelj, ki me spremlja, s katerim živim skupaj, lahko rečem, in je to tista osnova, ki se pa potem včasih prevesi v slavljanje, v zahvaljevanje, koliko stvari je, ko jih doživljamo, ki nas osrečujejo, pa se niti spomnimo, ne, da bi se lahko zgodilo, da tega jaz ne bi nikoli doživel. Zamite recimo, kako poredko se mi spomnimo, pa smo hvaležni za to, da naprimer lahko vidimo, da lahko gledamo, ali pa da lahko slišimo, ali pa karkoli že, da dojemamo svet in ga tudi v njegovi lepoti lahko dojamemo in nas osrečuje. Pa to jemljemo kot neke vrste samoumevnost, ne? Nič ni samoumevno, vse je podarjeno in samo to, da se zavedamo, da je vse podarjeno, je en sam povod za zahvaljevanje in za občudovanje in za začudenje, ne? Začudenje. Kako to, da to je in da tako lepo. In da se ne navadimo, da nam stvari ne postanejo same po sebi razumljive, ampak da smo vedno znova veseli vse svežine življenja in bivanja. Gospod Nadškof, ali sploh moramo govoriti o molitvi, če Boga ne slišimo in ne razumemo? Boga slišimo na veliko načinov.
slišimo ga seveda najprej in pa nekako najbolj razločno preko njegove lastne besede, ampak ga slišimo tudi na veliko drugih načinov, kot sem že prej omenil. Tudi za nekatere ljudi je recimo lepota narave izjemno pomembna govorica. Za druge ljudi je govorica krik nesrečnega človeka, ki je moj brat, ki je Božji otrok in to se pravi, mi preko njega kliče in govori Bog. Skratka, načinov, kako nam Bog govori, je veliko. Važno je samo to, da znamo mi slišati. Se Bog že govori, vprašanje je, če mi slišimo, če smo dosti pozorni in če se dosti potrudimo, da bi ta glas prepoznali. Kdaj vemo, kdaj smo lahko gotovi, da Boga slišimo? Tako kot v vseh primerih je tudi tukaj norma Jezus Kristus. Kadarkoli, tudi po kakšni drugi poti, pridemo na neko misel, katera se ujema z nečem, kar je Jezus sam rekel, ali pa Jezus tudi svojim dejanjem pokazal, ali doživel, ali nam posredoval, potem je to zanesljivo, da je to od Boga. Jezus je merilo, Jezus je tisti filter, če se tako reče, v katerem lahko prepoznamo, kajti on je naš edini srednik med Bogom in nami in kadarkoli doživljamo nekaj, kar se lahko rečemo, to bi tudi Jezus tako rekel, ali pa tudi on bi, ali pa tudi je nekaj podobnega v tem primeru rekel, takrat smo lahko gotovi, da je to resnično Božji glas. Ali lahko govorimo z Bogom, če tudi ne govorimo z besedami? Govorimo seveda z mislimi, govorimo tudi s čustvi, veselje nad hvaležnost, čustvo, ki se niti ne da izraziti z besedami, oziroma čutimo, da je pač vsaka beseda premalo, da bi natančno formulirali, Vse močna čustva so vedno močnejša, kako pa jezikovni izrazi. Se to pesniki še najbolje vedo, ki pesmi pišejo, pa niso nikoli dosti zadovoljni, se mi še vedno zdi, da še niso povedali tisto, kar bi morali povedati, kar bi radi povedali, kar čutijo. Se pravi, ta neujemanje, ta razkorak med tistim, kar uspemo spraviti v prispodobo ali v besedo ali kakorkoli že natančno formulacijo in pa tistim, kar čutimo, kar bi radi. Čeprav je po drugi strani zopet res, da šele takrat, ko stvar dobro povemo, šele res tudi dobro doživimo in dobro spoznamo. Ampak gotovo pa, da Božja bližina je tista, ki je pred in je globlja, kakor pa beseda. To še posebej vedo seveda mistiki. Mistiki so tisti ljudje, ki so doživeli Božjo bližino zelo neposredno. Mistično doživetje je nekaj podobnega kot intuicija. To se pravi, ko nekaj čutim, da bi moralo biti, pa sam ne vem, zakaj bi moralo biti, ampak vem, da je. To je intuitivno doživetje. Včasih imam neko intuicijo, pa sam ne vem, zakaj mi je ta misel prišla, zakaj bi tako moralo biti in potem se izkaže, da je res tako bilo. Ampak jaz sem bil v tistem trenutku siguren, da tako je in da tako mora biti. Pa ne bi niti znal razložiti z besedami, ampak neka gotovost se je naselila v moje srce. To je nekaj podobnega, je torej tudi mistično doživetje Boga, Božje bližine, zato je to zelo osrečujoče in zato je vedno neizrekljivo. Noben mistik ni zadovoljen s tistim, kar je uspel povedati o tisti stvari. Samo še ob koncu tega pogovora, kakšna je pa vloga Svetega Duha v molitvi? Ali kristjani lahko sploh komuniciramo z Bogom, če nismo v Svetem Duhu? To smo spet že rekla, Sveti Duh je tisti, ki nas uglašuje na Božjo valovno dolžino in seveda, kot pravi tudi se Sveti Duh, moli v nas, kot pravi apostol Pavel. Se pravi, pa se niti sami ne vemo, kako naj prosimo, kako naj molimo in Sveti Duh nam daje. Skratka, gotovo, da je Sveti Duh tudi tukaj, tako kako je Sveti Duh
na začetku naše vere, na začetku naše ljubezni do Boga, to je tudi tisti, ki je duša naše molitve. Če povzameva, katere glavne pogoje mora izpolniti kristjan, da resnično moli oziroma komunicira z živim Bogom? Boga mora imeti rad. Hvala lepa, gospod Nadškof, za vaše odgovore, za vaš obisk. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, za vašo pozornost.